Lep dober dan vsem skupaj, glede na to, po kakšnih parlamentarnih hodnikih ste se prebijali, več kot očitno, da se še niso te počitnice parlamentarne zaključile, zagotovo pa je leto zahtevno in je prav, da se z delom tudi po potrebnem oddihu čim prej nadaljuje. Moram reči, da smo v stranki tudi preko poletja si vzeli nekaj dopusta zdaj v avgustu, imeli še v juliju že določene srečanja z našimi odbori po terenu. Tu bomo nadaljevali tudi v nadaljevanju tega meseca, v prvi polovici septembra. Poslanska skupina se je na seji poslanske skupine sestala danes prvič, kjer smo šli skozi malce aktualne zadeve, hkrati pa tudi si pogledali na to prihajajočo jesen, kateri so naši ključni izzivi. Kar se tiče same naših usmeritev in pa našega dela, vsi vemo, da prihajajo ti odločilni meseci, ko bo največ ura resnice tudi za celotno Slovenijo, v tem primeru tudi za posamezne politične akterje. Zagotovo pa bo marsikaj odvisno od tega, kakšne odločitve se bodo sprejemale v naslednjih 2-3 mesecih v Sloveniji. Mi bomo zelo veliko pozornost posvetili prihajajočim zakonom, ki predvsem so nakazovali dodatne obremenitve za gospodarstvo, kmetijstvo, obrt. Tu so, kot vemo, vsi te nepremičninski davki, v tem so naša stališča jasna in nikakor ne moramo pristati na to, da bi lahko predvsem te ustvarjalce nove vrednosti glede na dosedanje odločitve dvojno, trojno obdavčili. Zelo pozorno bomo spremljali tudi izračune katastrskih dohodkov, kateri rok se izteka sedaj konec avgusta in imajo za posledico potem te davčne obremenitve v kmetijstvu. Kot vsi veste, je še zadnja od teh večjih reform, ki še posebno dotaknjena zdravstvena reforma. Tudi v tem delu imamo namen posvetiti tudi za svojim relativno močnim odborom strokovnim, ki deluje na tem področju, sestavljenimi z ljudmi, ki imajo veliko izkušenj tako v praksi, v zdravstvu, v zdravstveni zavarovalnici, resnično slediti in poskušati sokreirati to zdravstveno reformo. Ključne zadeve, ki se bodo odvile sedaj in bodo pomembne za stvari, ki smo jih zapisali v program stabilnosti, so zadeve, o katerih bi naj danes govorila vlada. Samo mimogrede, lansko leto takle čas sem bil minister in nismo imeli v vladi tako lepe počitnice, kot so jih imeli letos, je bilo več teh aktivnosti, tako da jaz upam, da bodo resnično začeli sprejemati prave odločitve. Zagotovo pa so dokumenti rebalans proračuna za leto 2014, proračun 2015 z zelo jasnimi cilji, kar se tiče javnega primanjkljaja, 3% v naslednjem letu, 2,5% v letu 2014. Ključni izzivi, kjer se bo ta vlada končno morala tudi do nekaterih stvari opredeliti in poiskati rešitve, s katerimi bomo te makroekonomske cilje sledili. V Slovenski ljudski stranki smo ob nastopu te vlade povedali, da želimo konstruktivno sodelovati. To konstruktivnost smo pokazali in dokazali tudi pri sprejemanju fiskalnega pravila, referendumske zakonodaje, pri samem fiskalnem pravilu šli korak naprej, da smo potem tudi po tej uskladitvi pri premierki pripravili ta izvedbeni zakon, ki mora biti sprejeti v 6 mesecih po sprejemu fiskalnega pravila. Ta rok izteka v novembru letošnjem letu, zato imamo namen dati jasen javni poziv premierki do konca tega meseca, do začetka septembra pripravi izvedbeni zakon, katerega gremo skupaj uskladiti. Osnovo smo jim dali v roke, vekolikor imajo kakšne korekcije tega zakona, naj to naredijo, vekolikor pa ne bo pripravila vlada tega izvedbenega zakona, pa mislimo sami nadaljevati s tem postopkom in iti v vladno proceduro s tem izvedbenim zakonom. Zavedamo se, da je to neprimeren postopek za dvotretjinsko večino, ki je potrebno za takšen zakon, je zagotovo primerna pot, da bi to, kar ima za osnovo premierka, vzela v roke in tudi pripravila ta izvedbeni zakon, da uskladila tudi z opozicijo in da zagotovimo to dvotretjinsko večino. Kot sem že dejal, tu bo ura resnice, kjer bo treba
ta primanjkljaj sedaj te milijarde pa pol dobre spraviti nazaj na milijardo in v tem delu resnično izpeljati to, kar je v programu stabilnosti zapisano, da na eni strani z eventualno kakšnim davkom še kaj napolnimo blagajno, predvsem pa na drugi strani zmanjševanja stroškov polovimo tiste 2/3 razkoraka, ki ga imamo v 1 milijardi. Žal opažamo, da se v zadnjem času vlada ukvarja, pa da se je zdaj v prihodu v zaključku iz dopustov ukvarja predvsem z kadrovskimi zadevami in se dogajajo precej bizarni načini pri samem že omenjenem gospodu Gašperju Mišiču in pa povezavi z Luko Koper. Žal pa je tole vrh ledene gore, kajti očitno se je vlada zapisala takšnemu načinu kadrovanja, kot ga sedaj izvaja. Vemo, kako je bilo kadrovanje na Adriji, kako se je preko celega poletja usklajevalo nadzorništvo v slovenski energetiki in pričakujemo, da se bo na podoben način najbrž neprimerno nadaljeval tudi v prihodnje. To je odraz tega, da je lansko leto, če se spomnite, v takem času, začetku septembra, se je potrudili in se je poskušali uskladiti zakon o Slovenskem državnem holdingu, kjer bi naj se te negativne prakse, ki so se, kot vsi vemo, dogajale tudi v preteklosti, prekinile. Lansko leto, do konca leta, so potekale vse te aktivnosti, vključno na koncu z odločitvijo Ustavnega sodišča, najprej strani sedanje koalicije, da se to prepreči. Ustavno sodišče je potem dalo prav takšni obliki upravljanja z državnim premoženjem. Kot vemo, pa je v letošnjem letu sledil padec vlade. Sedanja vlada pa ni naredila drugega kot te modifikacije na sodu in očitno zdaj obstoječi vladi odgovarja to, da skupina na sodu sedaj upravlja v bistvu za vsem tem državnim premoženjem. To so ključne zaveze, ki so zapisane tudi v programu stabilnosti. Slovenski državni holding je tudi tam prepoznan kot primerna oblika in to, da se v bistvu sedaj mirno lahko rečemo skoraj da iz ljubljanskega magistrata upravlja z slovenskim premoženjem, ni dobra popotnica za naprej. Jaz lahko rečem, da sem sam tudi zelo na nek način začuden, kaj tudi počnejo koalicijski partnerji Pozitivne Slovenije. To, da se gospod Lukšič, gospod Virant vsake toliko časa oglasita in obsodita dogajanje znotraj koalicije, je za moje pojme tudi eno sprevrženo dejanje oziroma zavajanje slovenske javnosti na tem področju in mislim, da je prav, da bi se koalicija vsedla po moško za isto mizo in se okoli tega uspela dogovoriti. Jaz moram reči, da lahko tu podkrepim, kako sem sam v lanskem letu reagiral na nekatere stvari znotraj naše vlade. Nisem to takrat govoril, ko sem bil član vlade in pa o tem razpredal v javnosti, ampak smo znotraj koalicije poskušali nekatere stvari zaustaviti. Jaz sem še danes vesel, da sem v lanskem letu dobil 2 rumena kartona, prvega pri kadrovanju v Gen energiji, drugega pri imenovanju direktorja Alkona, pri tem, ko smo se stranke odločili, da smo preprečili takrat, da bi bil gospod Vitomir Turk direktor Alkona in pa na drugi strani, da bi se izvedlo na politično kadrovanje v Gen energiji in takrat nisem populistično to govoril pred kamero, ampak enostavno smo znotraj koalicije moram reči, ker udarili po mizi in to zadevo tudi takrat vsaj v enem delu uspešno, ali pa v obeh primerih uspešno zaustavili. Zato mislim, da je to, kar se sedaj počne, napaka in da enostavno ne se kolegi dogovorijo in s to prakso prekinijo. Zelo zanimivo bo videti, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih, mesecih. Sedaj so se po nekaj mesečnih prerekanjih okoli nadzornikov v energetiki uspeli uskladiti, te nadzorni sveti so imenovani, se začenjajo za svojim delom in bojim se, da se bo ta praksa, ki se sedaj kaže v Luki, enostavno odvijala naprej še na področju energetike. Tudi tu vidimo, da pri tej načelnosti gospoda Viranta se da marsikaj popraša, tako ali tega, če je en minister odstopil zaradi tega, ker je pač bil vpleten v neke postopke, za katere je ocenil, da je pametno, da se iz politike umakne. Ne vem, če je čez mesec, dva, pa še nič spremenjenega, pa primerno za tako pomembno funkcijo, kot je nadzornika v ELS-u. Tako da resnično manjka na področju upravljanja z državnim premoženjem resna in pa jasna
jasna strategija, jasno strokovni ljudje in še enkrat več Slovenski državni holding mislim, da je bil pravi odgovor in da bi dejansko resnično morala ta v Sloveniji politika čim večji meri roke pod strano tega kadrovanja in tam za strokovnimi ljudmi pripraviti program upravljanja državnega premoženja, sprejeti strategije državnem zboru in potem tudi, da se to ne dogaja, čemu smo sedaj priča. Drug primer, kar se tiče slabe banke, je ena od zadev, ki mislim, da je pokazala sedaj tudi s tem, ko je Evropska komisija posegla v sam postopek prenosov teh slabih terjatov v slabo banko, da je to nek garant, da bo največ ta postopek potekal transparentno in da bo čim več tudi razkritega ob tem. Jaz mislim, da to možnost je hkrati tudi nuja, da se ob tem postopku pogleda tudi, kdo je bil znotraj bančnega sistema, tisti, ki je tako nekontrolirano podpisoval takšne kredite in da bi potem s tem prenosom na slabo banko čim prej tudi sanirali bančni sistem. To, da si bivši guverner Banke Slovenije sedaj dovoli in pa izplača, ne vem, za 20 000 evrov, koliko je bilo javno objavljeno, nekih nadomestil za neplačane dopuste. Lahko mirno rečem, da če bi sam imel neplačane dopuste v svojih 15 letih profesionalnega delovanja v politiki, bi potem že najbolj imel za kakšno leto prej osnovo za pokojnino ali pa, ne vem, vsaj za leto takšnih plač, kot si jih je nekdo na nezakonit način. Zagotovo je treba letne dopuste koristiti v tistem letu in ne pa nek bonus za 120 dni si na koncu mandata prihraniti in pa izplačati. Mislim, da je to zelo slaba popotnica tudi za samo saniranje bančnega sistema, za razumevanje ljudi, za te težave v bančnem sistemu. Če smo bili v preteklosti priča nagrad predsednikov uprave NLB-ja pa vseh ostalih neumnosti, ki so bile počete, da si sedaj še guverner Banke Slovenije ogleden akademik to privošči. Mislim, da tudi to ni v korist samemu tememu postopku in mirno bi se gospod Krajnc moral po mojem globokem prepričanju tega odpovedati in takoj prekiniti še to sabo, če želimo na koncu po zaključku te epizode, kar bo tudi posledica spraviti velik del tega bremena v javni dolg. Mislim, da je na nek način, kot sem že dejal, naslednji tedni, meseci bodo zelo pomembni. V javnosti je že zaznat predvsem strani gospoda Lukšiča zopet iskanje krivca v nekem zahodnem svetu, ali je to Nemčija, ali je to Amerika. Jaz sem še vedno trdno prepričan, da moramo mi za svojo usodo poskrbeti sami in da bomo ceno svoje sposobnosti ali pa nesposobnosti plačali sami in ne glede na to, in da tu ni nekih silnih zarot od zunaj, ampak po mojem že kar na nek način iskanje nekih alibijev za nesposobnost dogovora v koaliciji. Jaz jim želim vse dobro, ker želim dobro v Sloveniji. V Slovenski ljudski stranki bomo na vseh teh področjih poskušali konstruktivno sodelovati, vendar pa tudi v izkušnje teh nekaj mesecev delovanja te vlade od marca naprej so kazale, če si še prišel še s tako dobrim namernim pristopom do njih, da se je poizkušal z predvsem neko ignoranco in pa tudi z neko brutalno populistično politiko to zaustaviti. Upam, da bomo konec leta, ko bo potrebno zopet največ po svetu poiskati vire za financiranje javnega dolga, predvsem pa tudi za reprogramiranje kreditov v neki normalni kondiciji in da nas bodo tisti, ki nas ocenjujejo, ki nam dajo bonitete, lahko tudi dali na koncu cenejši denar, kajti od cene tega denarja pa obresti, ki bo plačal, bo v veliki meri odvisna naša prihodnost. Toliko mogoče primeru. Za enkrat ključni poudarki, so pa sigurno še kakšno vprašanje, kakšno tega mogoče, kaj želite še posebej? Ja, jaz sem imela vprašanje. Se pravi, po vašem mnenju, vi sem za Dravec RTV, po vašem mnenju je torej odstop gospoda Mišiča z položaja premalo, glede na to, da se v bistvu umika, premalo za to, da pač nastopi položaj. Zakaj po vašem neprimerno? Poglejte, zagotovo je za vodenje Luke Koper potreben človek z izkušnjami na tem področju, človek, ki ne prihaja s takšno politično
popotnico s takšnim nahrbtnikom, kot prihaja gospod Gašper Mišič, da prihaja iz kabineta sekretarke na mesto direktorja uprave, in jaz upam, da bo nadzorni svet dovolj moder in bo med kandidati, ki so se v teh poslih že vrteli, poiskal primernega kandidata. Moram pa reči, da sem tudi sam imel določene izkušnje z njim, kjer se je kot poslanec pojavil, hkrati tudi kot primorski poslanec pri raznih projektih, kjer je želel neko aktivno vlogo igrati kot prejšnji koordinator posameznih projektov, govorimo o okoljskih projektih, in mislim, da to ni naloga aktivnega politika. In sam sem si dovolil ob imenovanju gospoda Gašperja Mišiča za državnega sekretarja komentirati to imenovanje, čeprav to ne delamo običajno in želim vsakemu dobro popotnico. Mislim pa, da dejansko za tako velik sistem in pa za tako pomembno panogo, kot je logistika, kot je pomorstvo v Sloveniji, je zagotovo takšen političen kader ni primeren za to mesto. In to, če dan prej odstopiš kot državni sekretar, drugi dan ne moreš reči, da jaz nisem več političen kader. Jaz sem nekaj vprašanje, Sandra Zvita, TV, aktualno kmetijska problematika, torej danes smo se lahko prebirali o novem pokolu ovc, Loška dolina, pred dnevi spet Viševnik, me zanima, kaj se da narediti v bistvu na tem področju, da bi to odredili? To je eno zahtevnih področij, s katerim sem se lansko leto ukvarjal, in predvsem praktično je problem po celotni Sloveniji, še bistveno bolj kulminira v zadnjih letih v zahodnem delu Slovenije, kjer se je v preteklosti v veliki meri zgodilo zaraščanje še večji meri kot v vzhodnem delu Slovenije. In pri pokolu ovac in podobnih pokolih, ki jih običajno naredijo krdeli, volkov, medvedi, gre za to, da se je v bistvu gozdna meja iz leta v leto približevala aktivnemu kmetijskemu področju. In da je v bistvu areal, v katerem se ta divjad in pa zveri zadržuje, bistveno širši, kot je bil v časih, in se ti meji prepletata. Meja aktivnega kmetovanja in pa tudi areal zveri. Problem so tudi prerazmnožitev divjih prašičev, to je zopet zahodna Slovenija, pa tudi v celi Sloveniji, to ni samo slovenski problem, tudi širšega beležijo, da so populacije teh živali bistveno večje. Tu je država svoje naredila, kjer Zavod za gozdove ureja ulov in praktično je pri divjih prašičih neomejen ta lov. Tudi pri zvereh, kjer se na predlog zavoda odredi letni ulov, se vsaj v času, ko sem sam vodil to ministrstvo, nismo vključili v to oceno, smo to, kar je stroka ugotovila, tudi predvideli. In se pravi, jaz mislim, da bo ključen problem v tem, da se ti meji vedno bolj zbližujeta in da vekoliko ne pride do enega intenzivnega krčenja nazaj te gozdne meje, čiščenja tega bomo soočeni s takimi problemi tudi v prihodnje. Jaz sem vam po TV, jaz sem dve vprašanji. Prvo je to, da sem vezala na kolegico glede gospoda Mišiča. Zanima se vam zdi večji problem to, da gospod Mišič nima potrebnih izkušenj, da bi prevzel vodenje Luke Koper, ali to, da ste se sami izrazili nosi nek političen nahrbtnik za sabo? Mislim, da je nas izkušnja teh zadnjih 20 let že naučila, da če priješ s tačno popotnico v podjetje, ga zelo težko vodiš. In jaz mislim, da je ta drugi del prav tako problematičen kot to, da je potrebno določene sisteme primerno zatvoriti. In kot sem že omenil, jaz sem v lanskem letu recimo kadrovanje v energetiki, kjer se je na mesto, ki ga vodi človek, ki je zrastel z enim energetskim objektom, živi z njim, že postal političen kader, enostavno sem temu globoko nasprotoval. In v tem mislim, da je tudi problem upravljanja slovenskega državnega premoženja, zato je holding primerna rešitev, da bi to distanco naredili od politike in da bi ta vodstva bila bolj stabilna, kot so sedaj. Sam imam bistveno več izkušenj na državnem nivoju, na lokalnem nivoju, in sam mislim in tudi ocena mnogih je, da je ta politika na lokalnem nivoju dosti bolj normalna, zato ker ima neko večjo konstanto, kot pa te turbulence, ki se dogajajo na državnem nivoju. In to, da vsaka vlada
in pa da se te mandati nikdar več ne iztekajo, zamenja nadzorni svet, drug zamenja upravo, je praktično nemogoče. Sam vem, ko sem bil župan, v 3. mandatu smo izpeljali tiste projekte, katere sem začel snovati v 1. mandatu. In vodstva podjetij morajo imeti jasne cilje, kaj želijo doseči, potem pa jih pustimo na svoje delo upravljamo in jih ocenjujemo po rezultatih, ne pa po strankarski knjižici. In žal moram reči, da se velikokrat počutim tudi v tem pogledu dokaj osamljen. Sam sem, ne vem, dokazoval to zadevo na lokalnem nivoju, ker sem politiko zaustavil na vratih občinske uprave. Občinski svet je bil politično, to občinska uprava je bila stroka in tudi vsa podjetja, ki so jih vodili ljudi, ki so, če smo imeli kakšen vpliv na to, ki so imeli znanje in so jih vodili po desetletje in več. Tudi na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki sem ga lansko leto vodil, ko smo imeli možnost in posegati v te zadeve, spremljate, poznate, kaj je bilo menjav. Nikjer nismo menjavali na silo ljudi, ki bi jim prekinjali mandate in tudi, ne vem, na Arsu, kjer je prišel do zamenjave, je prišel človek, ki je 12 let delal na Arsu in smo znotraj kolektiva iskali najbolj primerno osebo. Uprava za varno hrano, zopet tistega, ki je že na tem področju deloval. Jaz sam mislim, da bi se tega profesionalizma v državni upravi morali in po javni upravi bistveno več sprovesti, zahteva pa to neko normalno in profesionalno obnašanje politike v tem delu. In to, kar se zdaj dogaja, pa brez izjeme se dogaja tudi v mandatih nazaj, pa mislim, da se samo stopnjuje iz leta v leto, ni to, o čemer zdaj govorim. Še drugo vprašanje. Sem še zanimam, kako pa komentirate to, da se gospa Bratušek v bistvu v tem tednu, ko smo začeli poročati, nekako distancirala za deloma, ni se, bom rekla, konkretno odzvala to, kar se dogaja glede imenovanja njenega sekretarja, zdaj ni več pač poslanca. Zdi se mi čudno in po mojem prepričanju to samo dokazuje, da je tudi znotraj največje vladne stranke precej velika razkladnost in da ne vem koliko kdo kontrolira tudi takšno kadrovanje. Glede na to, kako je pa sestavljen nadzorni svet SODA in pa kako se stvari odvijajo, imamo občutek, da imata tu zamrznjen predsednik pa VD predsednica kar precej revalstva in da se bo to največ odrazilo tudi v naslednjem mesecu na napovedanem kongresu. Še kakšno vprašanje, mogoče? Lepa hvala za udeležbo. Hvala. Lepo poleti naprej, delovno. Se srečamo kmalu spet.